Четвертова подопниця, як тобі на обіс прийшла, серце отпрій і се насмей, повабіо честь брат напрей. Ni treba veliko besed, kjer zjutrom se ptice zbudijo, doma so najboljši ljudje, kjer starši se radi imajo, otroci so vredni zlata, kjer praznik v hiši poznajo, se sreča vse dneve smehlja. Zvezeno je mnogo modrosti sveta, vsi verzi nekdanji povsem so nam dragi, ker vsaka je misel prišla iz srca. Se dni, kdor z delom ustvarja si sanje, brez vsakih dolgovljen živi. Kdor nima nič grehov na duši, na večer brezskrbno zaspi. Kdor zjutraj zbudi se spoljubi, ljubezen mu kaže poti. Zvezeno je mnogo modrosti sveta, vsi verzi nekdanji povsem so nam dragi, ker vsaka je misel prišla iz srca. Prišla iz srca, ker vsaka je misel prišla iz srca. Dober večer, dobrodošli, dragi prijatelji, v naši veseli družbi. Zakorakali smo v zadnji mesec letošnjega oziroma leta, ki se izteka, torej 2014 se počasi poslavlja od nas. Začel se je na nek način veseli december. Jaz sem trdno prepričan, da bomo nocoj poslali veliko dobre volje v vaša srca, predvsem pa veliko dobre glasbe, ki nam jo bodo podarili naši glasbeni gostje. Pri moji mizi pa že čaka na pogovor meni zelo drag prijatelj, ki smo, lahko rečem, že skupaj preživeli kar veliko prijetnih ur. Zanimiv sogovornik, ki bo povedal mogoče tisto, kar vas
zanima, ko ga kdaj gledate, ko nastopa, pa se sprašujete, od kje prihaja ta človek, kaj počne v privatnem življenju. Prav gotovo ni samo glasbenik. Dober večer, voščim Mirko Kosar, kitarist ansambla Slovenski zvoki. Mirko, rekel sem, da naše gledalce zanima verjetno tudi to, ko gledajo te nastopajoče glasbenike, kako lepo pojejo, igrajo, pa odkot pravzaprav prihajajo ti ljudje, se vemo, nekako za ansambl vemo, odkot prihaja, za posamezne člane pa mogoče malo manj. Ti prihajaš iz? Prihajam iz Brežic, seveda domačija moja pa v Brestanici pri Krškem. Brestanica, to je en tak, bi rekel, kar znan kraj, znan če zdaj gledava v zgodovino nazaj, sploh zdaj moram pohvaliti, ste zelo lepo obnovili vaš grad, Brestaniški se reče? Tako, Reichenburški grad. Reichenburški grad, in če pogledamo malo zgodovino, v tem vašem kraju se je marsikaj dogajalo. In tisti dogodki so seveda ponesli ime tega kraja daleč naokrog in tukaj sem mislil na to, da je ta vaš sicer mali kraj poznan daleč naokoli in zdaj nekako z temi obnovitvami in vsem tistim, kar se dogaja v vašem kraju, privablja ljudi, turiste, da pridejo v vaš kraj pogledati tudi te zanimivosti. Je v vašem kraju tudi glasba doma? Seveda, kar dosti znanih glasbenikov prihaja z naših koncev, mogoče ne točno iz Brestance, čeprav so pa tudi znane osebnosti. In zdaj, če že nekako skačeva v zgodovino, mnogi te poznajo, ansambl Slovenski zvoki letos praznuje 15 let svojega glasbenega delovanja, mnogi te poznajo samo kot kitarista tega ansambla, tudi povezovalca na prireditvah, ki potekajo v živo in še kaj, lahko rečeva. Kaj je tebe pravzaprav pripeljalo v svet glasbe, kako se je pri tebi sploh to začelo? No, jaz sam osebno sem začel zelo pozno, šele po vojski, se pravi 18 let sem bil star, ko sem začel se z glasbo sploh ukvarjati, spoznavati glasbo malo bolj, drugače pa... Kot majhno otrok nikoli se nisi ukvarjal z glasbo, ne? Ne, zanimivo. Čeprav moje korenine nazaj pa po obeh stranih, in po mamini, po očetovi, so bili pa vsi glasbeniki. Stara oče od mame sploh ogromno svatb, še tistih starejšega kova. Po očetovi strani pa tudi oče je igral v eni stari gasilski godbi, tako da imam močne te korenine. Kdaj si spoznal, da je glasba tisto, kar lahko nekako okupira tvoje življenje? Pravzaprav jaz sem že od malega v glasbi, ampak nikakor nisem prišel do inštrumenta. Na vsak način sestra je igrala klavir, meni so kupili pa harmoniko. In jaz sem imel strašno odpor do harmonike, tako da v bistvu prvo kitaro in solo, in ritem, in bas kitaro sem si naredil čisto sam in tudi na tisto začel igrati. Oče je bil strašen proti kitaristom. Šperplavče? Ne, iz masivnega lesa, prerezan na pol. Čisto tako zares, ne? Tako, ja, to imam še danes vse spravljeno, tako da tam sem začel. Potem so pa starši videli, da le ne bo, s harmonika nič, ne? Ja, tako da. No in tako je pol prišli počas. No lej, vse v večini primerov je tako, če si harmonikar, potem si na nek način vodja ansambla. Čeprav vse posod ni tako, ampak v večini primerov pa ja. Mogoče je bolj prav, da si se odločil za kitaro, imaš eno skrb manj. Dobro, se igram harmoniko tudi, ampak sem se začel pa še 20 let kasneje učiti. Ok, toliko še nisi star, koliko si zdaj naštel, mislim, 20 let kitara in glavne, začel zelo pozno, ampak zanimivo je to, da v večini primerov, ko se tukaj pogovarjam z mojimi gosti, glasbeniki so nekako njihovi prvi koraki bili v tistih otroških letih, ampak življenje piše svoje zgodbe. Pri tebi je pisalo tako, da si se pravzaprav po vojski, si rekel, začel bolj resno ukvarjati z glasbo. Se pa sam spominjam, ko sem služil še takratno vojsko v tisti bivši skupni državi, da so tam imeli glasbeniki res privilegij. Prvič, ko so jih sploh
vprašali, kdo je glasbenik, so lahko šli domov po inštrumente, ne? Je že bil prvi dopust, potem so na vsaki proslavi igrali, imeli so privilegije, ker so lahko vadili in skratka... Zato sem se pa jaz odločil za muzikanta. Za muzikanta, takrat ven, ne? Ja. Skratka, glasba je eno tako početje, ki človeku da ogromno stvari v življenju, se mi zdi, ne? Bova kasneje v nadaljevanju povedala tudi to, da je nič novega, ne? Da je glasba ena tistih reči, ki glasbenikom omogoča, da vidijo veliko sveta, da spoznavajo ogromno ljudi, pridobivajo ogromno prijateljev, ne? Ti pa imaš, to pa vem, še eno drugo ljubezen, ki ti je na nek način tudi poklic, ne? Odločil si se za poklic gostinca. Tako je. No, se mogoče to bo trvalo, da dolg nisem mogel v glasbene vode stopiti, ker so me starši pripravljali v bistvu, da bom doma ostal v gostilni, ne, ampak pa sem pa le skrenil, ne, na svojo pot. Ne. Ok, ostal si v gostilni, da kar tukaj zdaj zaključiva tole zgodbo, ostal si v domači gostilni, tako, na kateri še danes piše gostilna Kosar, ne, ki je v centru tega tvojega... V starem delu trga, ki je 1100 let, ne? V bistvu eden izmed najstarejših trgov v Sloveniji. Ja. No, to je še ena zanimivost, ki sem jo na začetku pozabil povedati. Ostal si v tej gostilni, ki je še danes živa, ki je za sabo pustila lepo zgodovino, ne? Če bi tiste stene znale govoriti, bi marsikaj povedale, ne samo povedale, napisale in recimo lahko bi se posnel še ne eden, kar... Nekaj filmov bi lahko posneli na različne tematike, ne, zgodovina pač prinaša lepe in pa manj lepe stvari. In tukaj bova končala najin prvi pogovor, zaradi tega, ker ti zdaj je na vrsti nagradno vprašanje, ki se bo navezoval na to domačo gostilno, ki sva jo omenila, res stara gostilna in zdaj našim gledalcem ponujam nagradno vprašanje. Koliko je stara gostilna Kosar? V Reichenburgu si rekel, prestanica ali pa Reichenburg, mnogi poznajo bolj pod tem drugim imenom. V tistem starem trgu še danes stoji, še danes je odprta, še danes je v njej zelo prijetno, tam se dobro je in dobro pije, predvsem pa se tam družijo ljudje, ki so dobrega in srca in pa seveda prijetni za družbo. To govorim seveda tudi iz lastnih izkušenj. Zdaj ponujam dve možnosti, tako kot vsak četrtek. Pod A vam ponujam, ali je ta gostilna stara 100 let ali pod B mogoče več kot 200 let. Če mislite, da je pravilno odgovor pod A, potem 090 936 125 po pisku pritisnete 4. Če mislite, da je pravilen odgovor pod B, potem boste zavrteli 090 936 125 in po pisku pritisnili 5. Izmed vseh, ki boste glasovali oziroma pravilno odgovorili, bo naš računalnik izžrebal nekoga, ki bo dobil lepo glasbeno nagrado. Danes bo to nagrada ansambla Petka, ki ravno v konec tega tedna pripravlja svoj veliki koncert. In tale nagrada bo, oziroma tale CD plošča bo ob koncu nocojšnje oddaje dobila že novega lastnika. Mirko, hvala lepa za tole prvo rundo. Jaz pa grem do naših nocojšnjih glasbenih gostov. Dober večer vsem skupaj. Andrej, zdaj, ko vas takole preštejem na hitro, eden manjka, ne? Ja, res je. Ja, govoriva z Mirkotom tam, da nam življenje piše različne zgodbe, ne? Pri vas je nocoj napisalo tako, da je en član žal odsoten zaradi drugih obveznosti, ampak nič za to. Vi boste našim gledalcem podarili kar nekaj svojih krasnih skladb, če smo bolj natančna, 6 jih bomo danes slišali. In ker se leto izteka, ne? Ponavadi ljudje pod leto potegnemo neko črto, pa rečemo, ok, tole je bilo dobro, tole ni bilo najboljše, to bomo popravili drugo leto. Kakšno je bilo leto, ki se izteka za vas na vaši glasbeni poti? Ja, za nas je bilo letos kar razborljivo. Bilo je kar nekaj nastopov, nekaj snemanj, pripravljen na koncert. Ki je med drugim bil pretekli mesec? Res je. In kako je bilo? V Mokronogu, v športni dvorani. To je že kar tradicionalna zadeva. Ja, letos je bil že četrtič. Super vzdušje. Polna dvorana. Ljudje odhajali domov zadovoljni. Jaz mislim, da. Tisti, ki ste nastopali, ste bili tudi polni dobrih in lepih občutkov. Tako je.
Tako da ni dvoma, da ne bi s to zadevo nadaljevali tudi prihodnje leto. Zagotovo bomo. Ja. Kaj ste še druga počeli v letu 2014? Posneli smo tudi nov CD z 8 komadi, katera smo tudi predstavili in pa ponudili ljudem. Te skladbe, ki bomo danes slišali, so z tega? Res je, nekaj iz tega, nekaj pa tudi iz malo prejšnjega. Malo ste izbrali, ok, lepo. Osveživa spomin, tisti, ki vas v naših koncih ne poznajo prav dobro, odkot prihajate vi, kje je sedež ansambla? Sedež ansambla je v Trebnjem, oziroma v Mokronogu, zdaj vaje pa to potekajo v Trebnjem. Drugače pa, ja, sedež v Mokronogu, smo predvsem Dolenci, imamo pa tudi enega Štajerca. Kdo je Štajerc? Naš basist Dejan. Basist Dejan, s tistim nizkim, globokim glasom, bas, ki se lepo sovpada z vašim večglasnim petjem. Rekel si, da ste Dolenci, zdaj, a ti lahko mimo grede postavim eno, pa ne nagradno vprašanje, ne? Lahko. Če mogoče veš, kaj je višek nestrpnosti? Ne. Ti bom pomagal. Višek nestrpnosti je, ko vidiš Dolenca grozdje jest. Ker ne zdrži do trgatve in do mošta in do ostalih zve. Ok, fajn, da ste danes z nami, smo zelo veseli, sploh v tem veselem decembru. Zdajle smo nekaj izdali, kasneje bomo povedali še tisto, kar pač moramo povedati. Na vrsti je zopet vaša glasba, izvolite. Super, hvala. Na tvojem srcu je že nekaj časa moj podpis, pri tebi v postelji pa se že vidi moj odtis. Lagal bi, če bi rekel, da mi ni bilo lepo, saj skoraj nič bolilo ni in ni bilo hudo. Je zmanjkalo izgovorov in sicem vprašanj, če res vsa ta leta si me gledala zaman. Še sladek vonj koruze je postal plesniv in star, je skrajni čas, da vprašam, če gre z mano pred oltar. A bi se poročila z mano, bi me imela za moža. Viš, moja mama rada tašča bi bila, a bi se poročila z mano in nosila prsta zlat. Bi govorila vsem, moj mož je lep in mlad. Zmanjkalo izgovorov in sicem vprašanj, če res vsa ta leta si me gledala zaman. Še sladek vonj koruze je postal plesniv in star, je skrajni čas, da vprašam, če gre z mano pred oltar. A bi se poročila z mano, bi me imela za moža. Viš, moja mama rada tašča bi bila, a bi se poročila z mano in nosila prsta zlat. Bi govorila vsem, moj mož je lep in mlad. Bi govorila vsem, moj mož je lep in mlad. Takole, nadaljujemo s pogovorom. Mirko Kosar je moj sogovornik, danes kitarist ansambla Slovenski zvoki. Mirko, ko sva se pogovarjala, si mi povedal, da se tvoja glasbena pot ni začela z ansamblom, v katerem si še danes član, ampak da se je že mnogo prej. Po tisti vojski, potem, ko je
tista tvoja doma izdelana kitara našla svoje mesto tam, ne vem kje, da v glasbeni sobi. V glasbeni sobi. Potem, ko so se doma sprijaznili, da harmonika ne bo tista tvoja najboljša ljubica, da bo to kitara, se je začelo pa nekako zares, ne? Ja, čisto začel sem v bistvu, jaz sem zabredel malo bolj v zabavne vode, sem si nabavil vse, da bom imel one-man band, pol to nikako ni šlo, potem sem sedanjo ženo smo hotela duo imeti, potem je ona dobila službo, je spet to že ni šlo, ne, so bilo vajeno, potem sem pa najdel 3 fante na Dolenjskem in smo začeli igrati v trio, to prvo, ne, seveda, potem smo si pa še pevko nabavili. In smo bili takrat... To je bil ansambl? Labot. Labot. To kar precej let nazaj, ne? Dolenjski Labot, ne? Dolenjski, ja. Tam ste se kalili, tam ste spoznavali ta neenostavna glasbena pota, ne? Se veš, če se nekako resno podaš v glasbo, potem tukaj se upada mnogo stvari, ne? Ogromno potovanj, ogromno nastopanj, ogromno odrekanja. Če želiš biti kvaliteten, tudi dovolj vaje in vsega tega, ustvarjalnosti, nadgrajevanja, ne? Vse to je prineslo verjetno v tvoje življenje v tistih prvih 10 letih nekaj posebnega, nekaj drugačnega. Se ti je takrat, ko si se začel ukvarjati z glasbo, življenje zelo spremenilo? Pa mogoče od začetka še ne toliko, ker sem pač delal doma, med tednom, vikende sem lahko igral in je bilo to vse super. Nisem bil še poročen, nisem imel družine. Z leti se je pa to vse skupaj začelo spreminjati, ne? Več igranja, manj doma, potem že družina in potem se pa začne spreminjati sistem, ne? Naključni dogodki so nekako botrovali k temu, da si se odločil za sodelovanje v ansamblu Slovenski zvoki pred 15 leti, ne? Nekako so se stvari poklopile, stara zasedba je počasi šla narazen. Z Bojanom sta se nekako spoznala... Čisto slučajno. Bojan je pomagal na Semu Alpe Adria, jaz sem pomagal enem drugem ansamblu, Bojan tudi enem drugem ansamblu in tam takrat je Bojan že sestavljal ekipo, ansambl, ne, in mi je takrat vprašal, če bi bil pripravljen. Pa nisem nekako bil najbolj zainteresiran za kvintet, ne, ampak pol pa zelo hitro so se pa stvari počistile, ker me še potem enkrat poklical kasneje. In smo se kar hitro potem dogovorili, no. Se pravi, zdaj po 15 letih tega sodelovanja lahko rečeš, da si takrat naredil prav in da ti ni šel. Sigurno, ja. Čeprav je ansambl zelo aktiven, ne, to je sam vem, ogromno nastopate, ogromno igrate, ne samo to. Dober mesec nazaj ste bili na gostovanju v Združenih državah Amerike, ne? Mimo grede, kako je bilo? Taka ena nepozabna izkušnja, sicer po eni strani naporno, ampak smo si najdli to čas za sebe, no, tako da smo si še malo lahko gledali en drug način življenja. Drug svet, ne? Ni tako, kot je recimo pri nas. Ja, pa verjetno tudi ne tako, kot prikazuje to na televiziji, ne? Ko si tam v realnosti, je zadeva mečkano drugačna. Ko si v Ameriki, potem vidiš, da je tukaj Amerika, ne? Da tam pa ni Amerika, ne? Tam se sam imenuje. Ne? Mnogi bi se to, bilo bi dobro, da bi se tega zavedali, ne? Da nam je tukaj res lepo, kakorkoli že jamramo, ne? Samo en primer lahko izpostaviva, vse v tej zadevi bomo kmalu govorili v eni izmed naših prihodnjih oddaj, kajti Slovenski zvoki prihajajo z novo CD ploščo, prihajate z novo CD ploščo in pa za svojo obletnico v našo oddajo Četrtkova podoknica. Eno zadevo mogoče izpostaviva iz tega potovanja, iz te izkušnje, ne, primerjalno. Tam je velik greh si v trgovini kupiti pločevinko piva in jo spiti v parku na klopci, ne. Si lahko kaznovan, celo zaprejete lahko, ne? Sploh ni dovoljeno. Ja. Je pa res, da je, ko so bili pa v Vegasu, v Las Vegasu, ne, tam pa je to dovoljeno, ne? Mogoče je tukaj turizem razvit tam, da so le tu poštevali, drugače pa tukaj, ko smo mi igrali blizu Los Angelesa, tukaj pa nikako ni dovoljeno. Ok, eno nasprotje. Pločevinko piva spiti na ulici je velik greh. Istočasno pa lahko imaš na zadnjem sedežu avtomobila 3 puške, pa je to vse legalno in vse ok, ne? Se pravi, takšni čudni kontrasti, ki jih pač v Sloveniji nismo vajeni. Jaz bom zdaj počasi povabil v studio našo naslednjo glasbeno gostjo, ki je letos bila zelo pridna, zelo pridno je ustvarjala
in pripravila za konec leta verjetno tudi sebi zelo lepo darilo za rojstni dan, ki ga je mimogrede praznovala 30. novembra. Mirko, jaz te samo za nekaj trenutkov zdajle zapuščam in se selim na sredino našega studia, kajti tukaj le v rokah, dober večer, Andreja, v rokah držim eno imenitno zadevo, ki je kdaj prišla na plano? V petek. V petek, se pravi, čisto vse je sveže, tudi tale tvoja CD plošča. Tudi. Iskrene čestitke, pardon, se opravičujem, za rojstni dan, ki si ga praznovala 30. novembra. Hvala lepa. Si tole darilo sama pripravila? Da se je nekako poklopilo vse, rojstni dan, tvoj kalendar, ki je med drugim, hočeš tole mečkano prijeti, zelo lep. Jaz ne bom čisto vsega pokazal, ampak nekaj fotografij bom pokazal. Zelo lep kalendar. Kako si prišla na idejo, da si pripravila tole zadevo? Ne vem, razmišljala sem, da bi bilo pametno poleg CD-ja imeti še nekaj drugega zraven, da bi bila pač promocija malo bolj uspešnejša. In sem se spomnila na kalendar. Ok. Tale kalendar in pa tale CD plošča bo nocoj že dobila novega lastnika. Tistega, ki se bo hitro potrudil, danes izjemoma odpiram telefonsko linijo, tistega, ki se bo potrudil, poklical v naš studio in dobi za darilo od Andreje CD ploščo, čisto svežo in pa njen kalendar, brez kakršnega koli nagradnega vprašanja. Nekaj trenutkov imate časa, da pokličete, zavrtite našo telefonsko številko, midva pa bova ta čas povedala, kako je nastajal tale CD, to je tvoj prvi, in verjetno si ga še posebej vesela in nam tudi ponosna. Zelo. Nekako 3 leta je trajalo, da nam je uspelo to izdati, na to smo seveda res zelo ponosni. Občutek je bil neverjeten, ko sem ga dobila pač v roke. Zdaj na CD-ju je 11 skladb, dodali smo tudi karaoke za vse pesmi, tako da kdor bo želel, se bo lahko učil in seveda besedila pesmi so tudi zraven. Govoriš o množini, smo zelo veseli. Andreja, te moram mečkano prekiniti, mislim, da imamo nekoga na telefonski zvezi. Dober večer. Lep dober večer. Kdo nas je poklical? Ivo iz Dobrne. Ivo iz Dobrne, poglejte, izjemoma danes odpiramo sredi pogovora naše telefonske linije s posebnim namenom. Radi pa vam bi podelili tale kalendar in pa CD ploščo moje glasbene goste Andreje. Predno to storimo, pa imate možnost jo vprašati, karkoli vam pade zdaj na pamet. Jaz bi najprej čestital za rojstni dan, ki ga je praznovala 30. novembra. Hvala lepa. Iskrene čestitke z moje strani. Hvala, najlepša hvala. Še kaj drugega? Ja, želim ji uspešno kariero še naprej, pa da bi jo glas nikoli ne zapustil. Ok. Najlepša hvala. Andreja vam podarja svojo prvo CD ploščo, verjetno ne zadnjo, Andreja, ne? Ne, upam, in pa njen kalendar. Jaz sem ga čisto 2-3 fotografije sem pokazal, res lepa zadeva. Vse skupaj vas že čaka na našem uredništvu, vi samo pustite svoje osebne podatke v naši režiji in se do prihodnjega četrtka oglasite po svojo nagrado. Najlepša hvala vam in tudi pevki Andreji. Hvala lepa, tudi vam prijeten večer želiva še naprej, oziroma želimo vsi tisti, ki smo zdaj tukaj v našem studiu. Andreja, neko prej rekel, govoriš o množini, smo zelo veseli, verjetno tukaj zadaj misliš tudi na tisto ekipo, na tiste ljudi, ki so nekako bili vse skozi zraven, da je ta zadeva narejena. Ja, seveda, v prvi vrsti Janez Repnik, Studio Mengšu, tam je tudi vse to posneto. Napisal je, v bistvu producent je vseh pesmi, 2 pesmi izmed teh skladb niso njegove, pač jih ni producent kot je, ampak napisal, ne. Potem mami, sestra, brez njune,
Anita Jaruc mi daje izgled, potem Naceta Junkarja ne smem pozabiti, z njim sodelujem že, bom rekla, skoraj od vsega začetka, pomagal je mi izboljšati tehniko, pomagal mojemu glasu, ki je bil že malo v kritičnem stanju. Tako da prijateljem mojim, brez katerih tudi ne morem, sodelavcem, tam kjer delam, so res neverjetni ljudje, prijatelji. Se pravi, številna ekipa dobrih ljudi, ki podobno misli in ste podobnega mišljenja. Tako, moralno podporo mi. Mislim, v tem času je bilo veliko tudi negativnih, je bilo stvari, padcev in tako, in vsaka lepa beseda, ki je bila dobrodošla, da si zopet nabral novih moči, energije in si to pač nadaljeval. Ok, Andreja, hvala lepa. Jaz sem zelo vesel, da si danes z nami, da si prišla predstaviti tale svoj prvi CD. In ti želim seveda na tvoji glasbeni poti vse dobro. 2 skladbi nam boš nocoj podarila. Tako, prvo pa zadnjo na tem CD-ju. Samo še eno vprašanje, rabiš mikrofonček? Vseeno. Potem pa ne. Okay, hvala lepa, srečno. Ni te več ob meni, saj si njo izbral. Veš, ni mi žal, saj si mi dal kos neba, zaradi nje sva se razšla. Čas bo celil rane in spomin bo bledil. Moje sanje drugi bo imel.
Ja, takole, Mirko, v tej rundi se pa mi dva morava dotakniti tvoje še ene velike ljubezni, ne, gostinstva, ne. Še danes si nekako zapisan tej branži, čisto profesionalno, ne. Zdaj si ti prevzel gostilno, uradno seveda, ne, čeprav je tam zelo pridna tudi tvoja mama, kdaj je pač to potrebno. Ampak hočem povedati to, da že kar koliko rodov je šlo zdaj skozi zgodovino te gostilne. Če zgodovino te gostilne, jaz sem 4. rod, ne, jaz sem 4. Mirko Kosar, moj sin je pa 5. Mirko Kosar, ne. Samo ne vem, če bo pa glih gostinc, ne. Ja, lej, to bo seveda spet... 4 rodovi pa smo, no. V gostilni. Ja, čas pokazal, ne, vse veš, sva že prej rekla, življenje piše svoje zgodbe, jih odpelje tako ali drugače, enkrat bolj prav, drugič manj prav, ampak ne nazadnje gostilna je ena tista tvoja ljubezen. Ti si odraščal pravzaprav v tej gostilni, ne, kako se spominjaš tistih res mladih let, ko si nekako gledal vse tiste, ki so zahajali v to vašo staro gostilno? To je v bistvu trška stara gostilna, ne, zanimivost je bil biljard, recimo to... In še to tisti ruski z gobico. Tako, ja, seveda, ja, ameriškega sploh takrat ne bilo, ne. To je zdaj nazaj 30 let in več, ne, seveda zdaj govorim. V glavnem, zanimivo, no, to so se dogajale stvari res, ne, in to se je pilo in jelo, ne, čim danes je to vse v upadanju, ne. Mečkano drugače, časi so se spremenili, tile možje, postave, ne, so nam tudi malo navili ušesa, da ga ne smemo več toliko lomiti, kot smo ga lahko, pod narekovaji seveda včasih. Je pa res, da je ta gostilna obdržala eno tisto svojo dušo, ne, eno tisto svojo notranjost, ne, ko stopiš v to gostilno, prav začutiš tisto domačnost, ne, in se počutiš res prijetno, ne, čisto nasprotje neki novi, moderno opremljeni restauraciji, ne. Ja, to je v bistvu tako, mama še to vse skupaj gor drži tako, kako mora biti, ne, ko mene seveda ni doma, ko malo več igramo, recimo, ne, tiste dneve. Drugače pa pozabil sem eno stvar, mogoče glih za tale vaš konc zelo pomembno, da prvi kosar Mirko, ki je prišel v Brestanco živeti, je bil iz Savinjske doline, ne. A res? Prišel je pa na ta način, da je bil trgovec in imel ogromno gozdov in je hlodovino so spravljali po Savinji do Zidanega mosta, v Zidanem mostu pa do Brestanice, ker tam je pa ogromni manipulantski prostor, lesni prostor in to je bil glavni izliv za Kozjansko. In tako je on velikrat prihajal iz Savinjske v Brestanco in tam je spoznal svojo ženo, ne, in tako je on prišel, se pravi, da imam jaz tudi prednike tukaj le gor v tem vašem koncu, ne. Si rekel, prvi kosar je bil Mirko, ne? Tako. Tudi ti si Mirko, tvoj sin je Mirko. 5. 5. po vrsti, enega sva spustila, 2, ne? Prvi Mirko, ti pa tvoj sin, ne? 2 še manjkata, ne? Tako, se pravi, moj sin, pa jaz, pa moj oče, pa moj star oče, pa prav oče. Pa prav oče, ok, zdaj sva naštela vse, vsi ste bili... Vsi smo bili Mirko Kosar. Mirko Kosar, zakaj je ravno Mirko, ne? Zato, ne vem, tukaj je bilo recimo v naših koncih pa veliko Ivanov, pa Jožetov, ne? V vaših koncih vam je ta ime nekako... Ne vem, ali je šlo to iz roda v rod, kot neka tradicija, ne? Tako kot tradicija, ja. Ok, Mirko, hvala lepa, prideva prav malo nazaj skupaj, zdaj nam bo še Andreja eno odpela, da malo predahnemo, potem pa sledi seveda darilni kotiček za vse tiste, ki komaj čakate na moje nagradno vprašanje. Nocoj. Koš preteklosti, ki trosi vonj prihodnosti, samo tečar soj luči, boleč spomin ne obleti. Imaš vse, a v bistvu nič, iz dneva v dan cenini kič, le hladen tuš, stresni te, izbereš upanje.
bilo, bo isti hip pozabljeno. Nikoli več moč gorja ne bo tako premagana. Ponosna šla bom po potih, kjer vlada le veselje, smih. Mogoče tam čakal bo iz mojih sanj nekdo. Baj, baj, ne bom ozirala se več nazaj. Baj, baj, prekrokane noči umetni raj. Baj, baj, laži, prevare, ljubosum, jaz maj. Za mano ostaja direndaj. Baj, baj, ne bom ozirala se več nazaj. Baj, baj, prekrokane noči umetni raj. Baj, baj, laži, prevare, ljubosum, jaz maj. Za mano ostaja direndaj. Za mano ostaja direndaj. Ja, takole kot sem obljubil, na vrsti je nocojšnji darilni kotiček. Še vedno je gost darilnega kotička v mesecu decembru, trgovina Hojnik. Poglejmo najprej njihovo reklamo, potem sledi še moj dodatek in pa nagradno vprašanje. Pravilno odgovor nagradimo z lepo nagrado. K vsaki nagradi pa danes prilagamo kolendar, čisto svež ansambla Slovenski zvoki, 2015 piše letnica na njem. Trgovina Hojnik se nahaja takoj na izvozu iz avtoceste Celje-Vzhod. Njihov naslov je Leskovec 15 Ljubečna. Odlikuje jih pestra ponudba gradbenega materijala po konkurenčnih cenah, od betonskih in PVC cevi do gradbene folije, fasadne mrežice, stiropora, lepila, fugirne mase, silikoni, vodnjaki, okrasni lonci za rože, kamini in drugo. Odlično je založena tudi njihova notranja trgovina z različnimi zaščitnimi sredstvi, kot so delovne rokavice, gumijasti škornji, delovna oblačila, zaščitna obutev, različna orodja za zidarje, keramičarje in pleskarje. V zgornjem nadstropju pa imajo tudi 700 kvadratnih metrov velik salon keramike, v katerem nudijo špansko in italijansko keramiko, kopalniško pohištvo, velja pa izpostaviti, da imajo velik izbor keramike na zalogi, lahko pa vam jo dostavijo tudi po naročilu v zelo kratkem dobavnem roku, to je 14 dni. Nudijo vam tudi 3D izris kopalnic, svetovanje in pomoč pri izbiri opreme. Prihranite čas in denar. Obiščite trgovino Hojnik. Naj dodam še naslednje. Ponovno dajemo poudarek na bogato ponudbo zaščitne delovne opreme. Danes izpostavljamo zimske delovne kombinezone, ki še kako pridejo prav v teh hladnih dneh. Ne smemo pa pozabiti tudi na delovne čelade, zaščitna očala, odsevne brezrokavnike, ortopedske cokle in drugo. Bogato ponudbo gradbenega materijala pa v trgovini Hojnik dopolnjujejo s ponudbo opek za kamine in krušne peči ter z dekorativno opeko za stene, police in seveda tudi drugo. Po zelo ugodnih cenah nudijo jupol barvo in različne valjčke za beljenje. Danes se vprašanje glasi takole: ali imajo v trgovini Hojnik tudi zaščitno obutev? 090 93 21 22 oziroma 090 93 61 22, da bom zelo natančen, piše vam tudi na vaših ekranih. Pokličite na to telefonsko številko. Nagrada je danes praktična, in sicer gumijasti škornji, po domače jim rečemo bata škornji, pridejo prav v različnih primerih. To je tudi seveda na nek način zaščitna obutev, ki jo
dobite v trgovini Hojnik, lahko pa tam izbirate med delovnimi čevlji z tisto kovinsko kapico ali brez nje, z letnimi, zimskimi, nizkimi, gležnari, škorni, skratka izbira je res bogata, zato velja obiskati trgovino Hojnik in pač pogledati, kaj ponuje, si izbrati tisto, kar najbolj potrebujete. Trgovina Hojnik bo z nami še v dveh nocoj in še v dveh oddajah, kajti letos zaključujemo, kar se oddaj tiče, v živo 18. decembra. Pripravljamo seveda posebno oddajo v ponovitvi za 25. decembra in še eno za 1. januarja. Letos so se nekako tako razvrstili tile četrtki, tako da bomo v živo ponovno skupaj 8. januarja. Drugače pa tisti naši termini bodo prav gotovo zanimivi za ogled naših ponovitev, ki jih pripravljamo za tako namesto tiste oddaje v živo, kot za prvo ponovitev in pa drugo ponovitev. Naj zdajle dodam še samo to in spomnim na tiste, ki nas morebiti ne morete gledati preko operaterjev Siol, Amis, T2 ali pa Telemach, da nas lahko spremljate tudi preko YouTubea. Vsak petek dopoldan je naložena že nova oddaja, vse od letošnjega januarja dalje pa so na razpolago in si lahko gledate katerokoli pač želite. Samo še eno naj dodam, televizija, internetna televizija BKTV, ki je doma tam med Mariborom in Dravogradom, ravno tako prenaša, mislim, da v petkih našo četrtkovo podoknico. Toliko, kar se tiče teh informacij. Imamo koga na telefonski zvezi? Ne, pravijo fantje, da ni nikogar. Nič 90, 93, 61, 22. Res bomo počakali še samo nekaj sekund, kajti danes smo kar malo dolgi, moramo počasi pohiteti, da nas ne bo potem na koncu ura naganjala in da bomo seveda, kje pa Bog ne daj, predolgi, kar se tiče našega termina, če nimamo nikogar. Potem bomo tole nagrado vestno hranili in jo podarili ob kakšni drugi priložnosti. Naslednja bo že prihodnji četrtek, tako da kar se danes tiče darilnega kotička, smo mi zadevo zaključili. Ja, zdaj pa mi fantje pravijo, da nekdo je ali ni. Nekaj se dogaja in če bomo počakali, bomo še zdaj počakali nekaj sekund, če se nekaj dogaja na naši telefonski zvezi. Mislim, da bomo nekoga doklicali, priklicali, kakorkoli že. Dober večer, je pa zdaj le z nami kdo? Dober večer želim, tule Boris iz Podčetrtka kličem. Boris iz Podčetrtka, kje ste bili tako dolgo, ne? Skoraj, da smo že končali. Sem upravljal eno delo drugo. Neko delo drugo. Želim vedeti samo to, ali imajo trgovine Hojnik tudi zaščitno obutev. Seveda moja, gospod Žiže. Tako je. In za pravilno odgovor dobite zdaj gumijaste škorne, ker ste se pa zelo potrudili, vam jaz k tej nagradi tako ali tako prilagam en kolendar ansambla Slovenski zvoki za prihodnje leto in pa z moje strani eno krasno CD ploščo, to bo kvintet Dori in vse to bomo skupaj spravili na mojo mizo in pridite na naše uredništvo, dvignite svojo nagrado, do prihodnega četrtka pa imate čas za to. Ja, v redu, gospod Živiže, no. Hvala lepa in lahko noč. Lep pozdrav tudi vam. Srečno. Avtohiša Rosso. Pridite, vidite in preizkusite vozilo po vašem okusu. Začnite uživati v vožnji z vašim izbranim jeklenim konjičkom. Znižajte stroške vzdrževanja in servisiranja vozil Škoda. Za varno in brezhibno vožnjo z vozilom Škoda bo skrbela ekipa Rosso na Skaletovi 13 v Celju. Vodateh. Biološke čistilne naprave, rezervoarji in sistemi za deževnico, industrijske čistilne naprave. Vse na enem mestu. Dobava, dostava, montaža ter zagon in vzdrževanje. Izkoristite subvencije za izgradnjo vaše male komunalne čistilne naprave vaše občine. Pokličite 030 626 715 ali obiščite spletno stran www.vodateh.si in si zagotovite najugodnejšo čistilno napravo še danes. Podjetje Slada se nahaja v Plinarniški ulici 4A v Celju.
Nudijo vse za ogrevanje, vodovod, sanitarno opremo ter brezplačno strokovno svetovanje. Več kot 20 let uspešnega poslovanja podjetja Slada dokazujejo številni zadovoljni kupci, dobavitelji in poslovni partnerji. Prihranite čas in denar. Obiščite podjetje Slada, kjer boste našli vse na enem mestu za ogrevanje, vodovod in sanitarno opremo. Se ve, brez Slade ne gre. Za lepši pogled v nov dan obiščite Optiko Tržan. V njej boste lahko izbirali med modnimi korekcijskimi okvirji, stekli vrhunskih proizvajalcev, sončnimi očali ter kontaktnimi lečami in čistili. Pri njih se lahko naročite tudi na strokovni pregled vida za očala in kontaktne leče. Pri nakupu očal vam bodo svetovali in jih izdelali s sodobnimi aparaturami. Optika Tržan, Mariborska cesta 54, Celje. Avtocenter Mulej Šentjur, montaža pnevmatik, vulkanizerske storitve za traktorje, motorje, osebna in tovorna vozila, hitri servis vozil, 3D optika, ravnanje aluplatiš, globinsko čiščenje vozil, avtopralnica in hramba pnevmatik. Avtocenter Mulej Šentjur. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Podjetje Birobit je ob 25. obletnici poslovanja pripravilo zanimivo ponudbo iz njihovega programa biro in računalniške opreme proizvajalcev Canon, HP, Kyocera in drugih. Pod zelo ugodnimi pogoji vam ponujajo opremo v najem ali za nakup, v razstavnem prostoru pa vam lahko pripravijo predstavitve, v servisno-tehničnih prostorih pa ponujajo tehnično podporo. V njihovi trgovini lahko izbirate med pestro ponudbo potrošnih materialov vseh blagovnih znamk, kot tudi pisarniškega materiala. Pred prihajajočimi prazniki so vam pripravili tudi ponudbo darilnega programa, da z majhno pozornostjo razveselite poslovnega partnerja ali svoje najbližje. Prihranite čas in denar. Prepričajte se o ponudbi podjetja Birobit na Teharski cesti 24 v Celju, ki je 25 let z vami in z veseljem vam bodo svetovali. Celjska koča, vaš košček raja na zemlji. Tripex, tehnične prodajalne Drolc. Bela tehnika, akustika, pohištvo. Na vse 15%, na izbrane izdelke do 40% popusta. Jasno, Tripex, tehnične prodajalne Drolc. Danes zaključujemo tretji krog, kar se tiče naših zmagovalnih tedenskih viž in gremo na glasovanje za vižo meseca. Poglejmo naše 3 zadnje zmagovalke. Nekdo ob strani stoji, ko vsakdo te pozabi. Nekdo vse dneve skrbi, besedo me tolaži. To je ljubezen mamina, ki topla je kot sreča. To je ljubezen mamina, ki roža je dehteča. Življenju se hitro vse obrne, veselje tja se vrne, kjer solze tekle so.
močno zaigrali, za dobro voljo si. Kozarčkov pic smo spili, zapili iz srca. Spoznali smo, da našo glasbo rad prav vsak ima. Od petka do petka, vsak dan kar brez presledka, igramo vižo to, na ples vas vabimo. Od petka do petka, ni boljšega zadetka, če radi imate nas, zaigramo še za vas. Franc Flere, spevka Mateja, Ljubezen mamina, prva naša zmagovalka nocoj, druga kvintet Dori, Verjemi in zaupaj in tretja Petka, ansambl Petka, od petka do petka. 090 936 125, popisko 1, 2 ali 3, za prvo, drugo ali tretjo zmagovalko. Izmed vseh, ki boste glasovali za katerokoli zmagovalko, v naši računalniki žreba nekoga, ki bo danes dobil glasbeno nagrado. Darilo Navihank, CD plošča Zasuči me gasilec. K tej plošči pa prilagam tudi koledar slovenskih zvokov. Takole, Mirko, midva bova zdajle rekla naslednjo zadevo, kar se tiče vašega ansambla. Mi bomo sicer to vašo obletnico v naši vdaji praznovali v prihodnem letu. Tak je seveda razpored in odločitev mimo grede vašega vodje. Seveda. Ampak je prav, da danes že poveva, leto 2014 je za ansambl Slovenski zvoki bil zelo uspešen. Ob tej obletnici boste izdali CD ploščo, zdaj bo zunaj, ne? Prišla bo seveda ob našem koncertu, ko bomo imeli 18. decembra. Takrat bo čisto za gledalce sveta, v bistvu se še oblikuje, ampak bo vsak čas. V glavnem zadeva bo takrat nared. Tako. Kako zdaj mimo grede, Mirko, ti ali pa celotna ekipa gledate nazaj, ne? 15 let je le eno lepo obdobje, marsikaj se je dogodilo, razvilo, kristaliziralo, tisto, kar je dobro, je ostalo nasito, ostalo je šlo skozi, ne? Kako danes gledate nazaj na tista prva leta vašega glasbenega delovanja? Zelo zanimivo in pozitivno. V bistvu ansambl ostaja zvest tej glasbi, ko smo začeli ustvarjati. Smo simpatizeri in ljubitelji Avsenikove glasbe, tega se držimo in ta zven ohranjamo vsa ta leta in mislim, da bomo še tudi naprej. Verjetno vam laska, ko vam kdo reče, da zelo dobro ali pa odlično izvajate Avsenikovo glasbo, to je seveda eno lepo priznanje za glasbenika. Ja, predvsem značilen stil je petje, v bistvu igramo starega Avsenika, Bojan odlično oponaša Franca Korena in to je to, kar vse skupaj tempira k tem. Kvintet je en prav poseben zven, ki je seveda, kako naj temu rečem, zelo domač v narodno-zabavni glasbi, čeprav zadnja leta opažamo, da se je trend nekako spremenil v nek trio in večglasno petje, da je tu neka mešanica nečesarja, ampak se mi zdi, da kvintet je pa le tista prva, na nek način originalna zasedba, kar se tiče slovenske narodno-zabavne glasbe. Ja, jaz mislim, da je tako prav. Po domače rečeno, jaz rečem veselice brez pihavcev, brez baritona, trobente in klarineta ioni. No, mi v bistvu, če je kakva večja stvar, je to dosti lažje v bistvu naredimo, kot pa trio se mora zelo potruditi, da dvigne tako frekvenco zvočno, ampak dobijo pa spet in verjetno to oni nota. Ok, Mirko, midva bova v naslednji rundi povedala vse, kar je treba povedati o vašem koncertu, ki ga pripravljate 18. decembra. Ambrož je pa tisti moj naslednji sogovornik, ki bo zdaj povedal, midva sva prej z Andrejem nekako potegnila že eno rahlo črto pod vašim glasbenim delovanjem. Mladi fantje ste, midva bova povedala zdaj še naslednje. Vem, da imate vsi neke svoje obveznosti, službe, šole, kako je pri vas to narejeno? Se sorte 6 nas je, zdaj 3 so redno že zaposleni, 2
ta tret bo zdaj zaposlen. Težko se uskladujemo, ampak nekako nam še ratuje zaenkrat. Glasba vam vzame kar veliko časa, ne? Dost. Sicer imamo samo enkrat na teden trenutno vaje, upamo, da bomo lahko se kaj večkrat zmenili v nadaljne, ampak delamo pa skosno, kakor se najbolj da. Gledam tega vašega Štajerca, se nekako smeje, pa ne vem zakaj, mu gre na smeh. Če ne bi bila glasba vaša velika ljubezen, potem seveda ne bi počeli to, kar počnete, in to nekako pretehta vse tisto, kar se veš, včasih se je treba odpovedati temu, onemu, tretjemu, zdaj december je sploh nor december, kar se teh nastopov tiče, verjetno bodo tudi vi imeli kar veliko. Ja, imamo kar natrpan urnik, imamo kar skozi do novega leta, petke, sobote in nedelje imamo kar skozi zafelene. Vmes pa še kakšen četrtek, kakšen koncert. Ali pa kakšno četrtkovo podoknico, ne? Tudi to. Bomo kar pohiteli z vašo glasbo, da nas ne bo čas prehitel, pa da ne bomo mi še tukaj, ki 1. 2. januarja. Izvolite. Nekoč, ko bom odšel, bi rad, da bi bila pomlad, da meni za slovo cvetilo bi neštito trat, takrat, ko pride čas, morda čez mnogo dolgih let, bi rad dal soncu se, smehljal bi svet. Naj takrat si vedo, da živel sem za lepe dni, da sem bil muzikant, rad igral sem za vse ljudi. Do tedaj pa bi rad si še mnogo cvetov nabral, da mi tisto pomlad ne bo niti dniva žal. Nekoč, ko bom odšel, naj češnja kot nevesta bo in z vetrom plešejo, naj mehke trave za vasjo, takrat, ko pride čas, naj čisto jasno bo nebo, naj vse vrsti, čeprav me tu ne bo. Naj takrat si vedo, da živel sem za lepe dni, da sem bil muzikant, rad igral sem za vse ljudi. Do tedaj pa bi rad si še mnogo cvetov nabral, da mi tisto pomlad ne bo niti dniva žal. Do tedaj pa bi rad si še mnogo cvetov nabral, da mi tisto pomlad ne bo niti dniva žal. Mehaš? Ja,
Ali bi lahko ti meni eno glasbeno željo izpolnil? Ja, če znam, bom. Eno tako, jaz imam tako eno pesnico še posebej rad, tako da če bi mi lahko tisto zašpila. Ja, lahko, povej, kjero. Tako neko gre. Na planincah sončece... Čakaj, bom takoj. Pa ne, to ni teta. Teta je na planincah sončece... Pa no, ko si živčen, je dober, no pa dajmo o teto. Lisička je prav... Čakaj. Nehač, bučo ti v trgu. Kaj je? Si narobe špilaš, kaj ti je to? Jaz prav špilam, ti narobe poješ. Ja, ti mi jaz dal tam eno okrog kepe, pa to, veš, pa ti bo ročno logično, veš. Ti veš, ko je sploh to logično? Da je nekaj jasno. Jasno ali pa logično, rečemo, ne? Če ti je jasno, ti je pa tudi logično, ja. Mogoče, ja. Ja, vem pa to, ko je Tršica v šoli tam dol pri nam, veš, je vpraševala učiteljica neko logično, ko je to očitno, veš, ko pomeni očitno, ne? Pusel pa to takoj učince, veš, je pa rekel tam prvo enega vprašala, rekel, ko je to očitno, je pa rekel, pogledajte, moj ata je lovec in očitno je to, da mi vsako nedeljo jemo srno doma, ne, ko jaz tudi, to je očitno, je rekla, koliko toliko je to štima, ne, je pa rekla tam enem drugem, ko je to očitno, pa spet rekla ena punca, je rekla, lejte, očitno je to, moj ata je kupil Mercedesa, novega čisto, to je očitno, da smo mi bogati, ne? Točno! Ja, tako, no, pa je pa tam enega vprašala mojega soseda, veš, je vprašala, rekla, ko je to očitno, je pa rekel on, pogledajte, da bom pa jaz tako povedal, ko je očitno. Moja stara mama gre od hiše dol proti potoki, po tranki, peš, ne? Ja. V roki ima pa Zeitunge, to je New Times, angleške so to Zeitunge, New Times, ne? Je rekel, zdaj pa stara mama angleško ne zna, pa gre s Zeitungami po tranki. To je očitno, da gre stara mama srat. Ja, bo kar držal. Mihaj, same pa mal me skrbi, veš, to te podnebne razmere. Podnevne. Ne podnevne, lahko je podnevno ponoč, vse to ni važno, to sem mislil, to te vremenske razmere. Vremenske reče, ja. Podnebne, no. Kaj ti me poslušaš, kaj ti govorim, vse to podnebje, pa to. Za ozonsko luknjo misliš? Ja, tudi je nek zrom, to večkrat govorijo, samo mene nekaj druga skrbi, poglej, kove zime imamo zadnje lete. Kaj to boš rekel podoben kovi zimi? Dobro, malo je že, ne, ampak... Malo. Spavim se, kove zime smo mi včasih imeli. Ja, nekaj je bilo pa druga stvar. Snega je bilo tak, ti povem, pa mrzl. To leči si šel, včasih rečemo takle, če te malo sad pritisnili, pa si šel malo takle za ploto tvečit. To je tako ropotal, ko bi jedno orehe meto. To je sprot zmrzval. Jaz se spavnem, Mihač, rečemo v nedelo, ko sem si jaz dal takle na uvekno župo hladiti. To je bilo odzun tak mrzl, da je župa zmrznala, da je še led bil topo. Veš? Tak hitro? Ja, tak nagl. Od hudiča, lej, ko pa to te zdajšnje zime. Drugače, ja moram povedati, glede zime pa to, veš, ker pohorci, ne, pohorci so najboljši, zdaj ne vem, kak bi povedal, kot jebači se reče, no, veš, pohorci, pa veš, za ko so najboljši, zato ko pol leta se jebajo z drvom, je pol leta pa snegom. Bo držal, veš, ko smo glih pri toti enčink seksualni temi, ti pa leh povem, da rečemo tote vremenske razmere vplivajo tudi, rečemo, na spolno moč, veš. Res? Ja, to je pa dokazan, ker sem jaz zadnjič čul, dva penzionista sta se menila, pa je jeden rekel, ti, Joža, kak pa tote tvoje kaj še to deluje, kaj? Ja, je rekel, deluje, se ti lahko pohvalim, jaz sem tak še premoč, da ti povem,
vsako zimo najmanj 2-krat. Je rekel, ti pa ko leto si že kaj? Pa pejno vred, je rekel, ko je tole kaka zima ali ko? Oj, da vami odletije, kar krog prsta me ovije. Nič ne vpraša, če sem ledik ali bogat, hoče le, da imam jo rad. Pa ta Sonja črnolasa ne pozna nobenega špasa. Bolj ji lažem, bolj verjame, rada bi me za moža. Če pa k Franski kdaj zavijem, tam veselja se naužijem. Kar naprej je dobre volje klepeta, jezik naj za dohtarja. Oj, kako je to veselo, samski stan je res zaklad. Danes eni, jutri drugi, vedno le za kratek čas. Če pa k Franski kdaj zavijem, tam veselja se naužijem. Kar naprej je dobre volje klepeta, jezik naj za dohtarja. Oj, kako je to veselo, samski stan je res zaklad. Danes eni, jutri drugi, vedno le za kratek čas. Danes eni, jutri drugi, vedno le za kratek čas. Mirko, 18. december je letos datum, ki ga namenjate seveda vaši 15. obletnici, ki ga namenjate eni tradiciji, ki se že vrsto let pelje v Pišecah, ne? Tako je. Čudovitem kraju, zraven oziroma blizu Bizeljskega, ne? Tako. Tisti, ki poznajo tiste konce, vedo prav gotovo, kje to je. Skratka, glasbeni dogodek, za katerega živijo ljudje, ki tam živijo in seveda tudi okoličani, ne? Vedno vas pride poslušati ob tem tradicionalnem koncertu lepo število gledalcev, poslušalcev, obiskovalcev. Mogoče bi navezal sam na to, zakaj v Pišecah. Slovenski zvoki smo začeli prva leta, Joža Drugovič, naš harmonikar, je iz Pišec in tam smo začeli ustvarjati glasbo, v bistvu trenirati, ker smo bili pač neke glasbenike iz Podčetrtka in te okolice Bojan z Rogaške, midva pa iz Brežic, ali pa Joža še takrat iz Pišec in takrat smo to začeli tiste leta potem delati božično-novoletni koncert v Pišecah. 17-krat je bil v Pišecah, edino enkrat ob 10. obletnici smo se predstavili v Terme Čatež, ker je pač bila potreba taka, da je bilo po zimi, je bila huda zima, sneg in smo pričakovali malo več ljudi in zato smo šli pač v Terme. Drugače pa se držimo tega kraja, ker nam je lepo. 18. bo tam seveda zelo veselo, kdo vse bo na tem vašem letnem koncertu? Zraven super ansambla Nemir, ki bojo naši seveda gosti, bojo še novi spomini, poskočni muzikantje, primorski fantje, zvuci Zagorja. Seveda pa mi, ne.
in pa seveda domačini, lahko rečemo, slovenski zvoki, tradicionalna zadeva, ki jo boste letos začinili z izdajo nove CD plošče in pa 15. rojstnega dne. Imenitno se bodo imeli vsi, ki bodo takrat z vami, 18. To bo v dvorani. To je večnamenska dvorana v Pešecah, ob 17. uri, če še lahko povem, če koga zanima. Karte bojo predprodaji, še to, da bojo malo cenej. Samo tole informacijo še, letos pripravljate en koncert, mogoče dva? Veste še, kako? Za enkrat je v planu en koncert, ker so kar drugi dan že nastopi in potem je preveč natrpano v tem. Ne bo šlo, ker to govorim zaradi tega, ker iz izkušenj preteklih let seveda se je zgodilo, kdaj, da je bil prvi koncert hitro razprodan, potem ste morali pripraviti še enega. Skratka, kakorkoli že, pravočasno si priskrbite vstopnice, bodite 18. decembra v Pišecah in si privoščite obilo dobre narodno-zabavne glasbe, praznujte skupaj s slovenskimi zvoki. Takole, jaz se hitro skočim enkrat do Andreja, midva bova zdaj imela, zdaj se veš, politiki tako popularno reče, imamo sklepno besedo, zdaj bova midva imela ob koncu današnjega druženja sklepno besedo. Nekaj malega bo še treba postoriti do konca leta. Kakšni so pa vaši načrti potem za naprej? Kaj si želite? Že imate kaj določeno? Kaj se bo dogajalo prihodnje leto? Ja, v naslednjem letu imamo kar nekaj načrtov. Jaz upam, da se bojo uresničili. Se pravi, nekaj festivalov bi radi obiskali. Vorberg, Ptuj, Slovensko polko in valček. Če bo vse po sreči, jaz upam, da bo to bo kar dosti dela, ne? In pa seveda posneli veliko skladb novih in jih predstavili ljudem. Upam, da bo zadovoljni. Ostane kdaj, ker vas poznamo, da ste zelo pridni predani glasbi, kaj časa, tistega časa čisto zase, za vaše tiste, bi rekel, aktivnosti, ki jih radi počnete, za vaše hobije, za šport, za dopuste, karkoli, ostane kaj časa? Mislim, da to mora ostati nekaj cajta, pa za svoje bližnje, da se družimo, prijatelje. Še ostane. Si ravno omenil druženje, ne? Sami postavni fanti, jaz zdaj ne vem, kako ste že oddani, poročeni, kako je s temi stvarmi. Ja, oddani smo tako. Vsi smo frej, sem ne punc tega ne vejo. Je že kaj naraščaja pri vas? Kdo je najbolj pridn? Kdo je najbolj pridn? Ali še nobeden? Vsi delate na tem, da... Vsi se trudimo, ampak... Zdaj ste nekako v uvajanju tega početja. Jaz vam želim, da ko bo napočil tisti čas, da bo uvajanje konec in da se bo šlo zares. Zdajle se gre zares, še za eno vašo krasno skladbo. Izvolite. Hvala. Stalnih ugibah, le zakaj sem sam. Ne vedo, da boli, da kot rana, ki skeli. Meni želja vsakim dnem bolj gori. Saj vem, da je dekle, ki bo vse to, kar išče mi, še več. Čakam jo in trpim, novih se noči bojim, ko osamljen si ljubezni želim. Da bi nekdo me zvečer ljubeznivo pokril, da bi nekdo me prav nižno poljubil. Vse neprespane noči sanjam sanje, da življenje z nekom bi si delil.
še mi, še več. Čakam jo in trpim, novih se noči bojim, ko osamljen si ljubizni želim. Da bi nekdo me zvečer ljubeznivo pokril, da bi nekdo me prav nežno poljubil. Vse neprespane noči sanjam sanje, da življenje z nekom bi si delil. Vodateh. Biološke čistilne naprave, rezervoarji in sistemi za deževnico, industrijske čistilne naprave. Vse na enem mestu. Dobava, dostava, montaža ter zagon in vzdrževanje. Izkoristite subvencije za izgradnje vaše male komunalne čistilne naprave vaše občine. Pokličite 030 626 715 ali obiščite spletno stran www.vodateh.si in si zagotovite najugodnejšo čistilno napravo še danes. Prijazni, strokovni, ustrežljivi, ugodni. Roso, pooblaščeni serviser za vozila Fiat. Dobrodošli v Skaletovi 13 Celje. Avtohiša Roso z vami že več kot 20 let. Roso, kjer je doma kakovost. Podjetje Slada se nahaja v Plinarniški ulici 4A v Celju. Nudijo vse za ogrevanje, vodovod, sanitarno opremo ter brezplačno strokovno svetovanje. Več kot 20 let uspešnega poslovanja podjetja Slada dokazujejo številni zadovoljni kupci, dobavitelji in poslovni partnerji. Prihranite čas in denar. Obiščite podjetje Slada, kjer boste našli vse na enem mestu za ogrevanje, vodovod in sanitarno opremo. Se ve, brez Slade ne gre. Za lepši pogled v nov dan obiščite Optiko Tržan. V njej boste lahko izbirali med modnimi korekcijskimi okvirji, stekli vrhunskih proizvajalcev, sončnimi očali ter kontaktnimi lečami in čistili. Pri njih se lahko naročite tudi na strokovni pregled vida za očala in kontaktne leče. Pri nakupu očal vam bodo svetovali in jih izdelali s sodobnimi aparaturami. Optika Tržan, Mariborska cesta 54, Celje. Avtocenter Mulej Šentjur, montaža pnevmatik, vulkanizerske storitve za traktorje, motorje, osebna in tovorna vozila, hitri servis vozil, 3D optika, ravnanje aluplatiš, globinsko čiščenje vozil, avtopralnica in hramba pnevmatik. Avtocenter Mulej Šentjur. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Podjetje Birobit je ob 25. obletnici poslovanja pripravilo zanimivo ponudbo iz njihovega programa biro in računalniške opreme proizvajalcev Canon, HP, Kyocera in drugih. Pod zelo ugodnimi pogoji vam ponujajo opremo v najem ali za nakup, v razstavnem prostoru pa vam lahko pripravijo predstavitve, v servisno-tehničnih prostorih pa ponujajo tehnično podporo. V njihovi trgovini lahko izbirate med pestro ponudbo potrošnih materialov vseh blagovnih znamk, kot tudi pisarniškega materiala. Pred prihajajočimi prazniki so vam pripravili tudi ponudbo darilnega programa, da z majhno pozornostjo razveselite poslovnega partnerja ali
svoje najbližje. Prihranite čas in denar. Prepričajte se o ponudbi podjetja Birobit na Teharski cesti 24 v Celju, ki je 25 let z vami in z veseljem vam bodo svetovali. Celjska koča, vaš košček raja na zemlji. Tripex, tehnične prodajalne Drolc. Bela tehnika, akustika, pohištvo. Na vse 15% na izbrane izdelke do 40% popusta. Jasno, Tripex, tehnične prodajalne Drolc. Takole ob koncu oddaje pa še podelimo dve nagradi in sicer čas je, Mirko, da zdaj že poveva, da je vaša oziroma tvoja gostilna zdaj stara več kot 200 let. Tako je. To je res lepa številka, koliko natančno se ve? Ja, v bistvu prvi zapiski so 1806. Je takrat že bila točilnica, so rekli, ne? No, potem se pa to s časoma dograjevalo in v današnjem pogledu je pa taka pač kot eno. Taka je z dušo, taka kot mora biti tista stara gostilna, vsaj tako je moj občutek, ko pridemo njo. In mogoče samo tole še dodava, da je znana tudi potem, da se tam pripravlja ena posebna specialiteta, to so pa bikovi prašniki, Tako je. Ali po domači bikova jajca. Mi rečemo kar bikova jajca. Bikova jajca in mnogi tja prihajajo na to posebno specialiteto. Tako je, to še vedno moja mama pripravlja, čeprav tudi jaz se v tem že preizkusil, ampak ona še vedno... Kje dobite toliko bikov, ker vsi ostanejo potem brez jajc, Predvsem na Gorenskem. Ok, v redu. Mirko, hvala lepa. Pravilno je odgovoril, oziroma odgovorila tudi Vera Šramelj iz Celja, ki dobi tole CD ploščo ansambla Petka, čista petka in pa tale kolendar, tako kot sem obljubil, k vsaki nagradi gre kolendar ansambla Slovenski zvoki. In zdaj poglejmo še, katera viža je postala viža meseca. Viža meseca je postala, ja, tudi ansambl Petka, od petka do petka, njihova skladba. In Vinko Puser je imetnik tele CD plošče, ki sem jo prej obljubil, ansambla Navihanke. Zasuči me, gasilec je naslov tele CD plošče. Takole, vse nagrade, kar smo jih namenili za nocojšnjo oddajo, smo podelili. Mirko, hvala lepa tebi za prijeten klepet, za nocojšnji obisk v naši oddaji, saj se prav kmalu vidimo, takrat ne boš tukaj, boš tam na drugi strani našega studija. Vse dobro želim in ker se nekako leto približuje koncu, zaželim seveda vse dobro, vesele praznike, kolikor jih bo, kar se glasbe tiče, se kar zasedeni ob koncu leta, ampak vseeno privoščite si kakšen trenutek, vse dobro tudi v prihajajočem letu. Enako želim tudi našim glasbenim gostom, hvala lepa za nocojšnji obisk, vse dobro tudi naprej v prihodnjem letu in seveda naj se vam izpolni kakšna skrita želja, če ne prej, pa seveda ob koncu leta, ko si bomo zamižali in zaželeli vse najlepše in vse najboljše. Tudi vam, dragi prijatelji, želim seveda vse dobro. Hvala lepa, da ste bili nocoj v naši družbi. Prihodnji četrtek smo zopet skupaj. Lahko noč. Čez praznike spet bom doma, kjer le najdem svoj mir, kjer uživam večer. Tam iščem čar otroških dni. Ko grem domov čez travnike, sneg naletava, prek zmrznjenih domačih braz stopa korak. V zimski sen pogreza se moja dobrava. Hiša prijazna pred mano že stoji, vabi čez najdražji prag.
praznike spet bom doma. V naši vasi počasi življenje nam gre, po zimi ura ustavi se. Čez praznike spet bom doma, kjer le najdem svoj mir, kjer uživam večer, tam iščem čar otroških dni. Po noči bom zametel sneg, steze do mesta, zaspala bom domača vas pod biseri. Leonska gas med hišami bo naša cesta, v izbi prijetno po lesu zadiši, v temi iskra zagori. Čez praznike spet bom doma, v naši vasi počasi življenje nam gre, po zimi ura ustavi se. Čez praznike spet bom doma, kjer le najdem svoj mir, kjer uživam večer, tam iščem čar otroških dni. Praznike spet bom doma, v naši vasi počasi življenje nam gre, po zimi ura ustavi se. Čez praznike spet bom doma, kjer le najdem svoj mir, kjer uživam večer, tam iščem čar otroških dni.